Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Namen obiska je bilo seveda prepričati se tako neposredno na terenu, kako stvari delujejo. Najprej povem, da se zahvaljujemo vsem, ki so vključeni v oskrbo in delovanje tega nastanitvenega centra, tako civilne zaščite, vseh prostovoljcev, prostovoljk, policije, Slovenske vojske, lokalne skupnosti. Župan vidim, da daje veliko podporo, da center lahko tako dobro deluje, kot sem se danes prepričala. Tu je potrebno res zelo konkretna, dobra, odlična organizacija, usklajeno delovanje in tukaj to tudi poteka. Spremljala sem tudi prehod migrantov in beguncev čez mejo. Videla sem, da je to potekalo urejeno, usklajeno na sami meji, mogoče kak meter na slovensko stran ali kak meter na avstrijsko stran, je neposredno zelo dobro potekal kontakt med avstrijskimi vojaškimi predstavniki, med slovenskimi predstavniki, tako da mirno, urejeno, tako kot tudi mora biti. Ja, moram povedati, da zagotovo je to za vsakega posameznika neka drugačna preizkušnja. Do sedaj smo živeli v Evropi, ki ni imela mej, tudi mi sami to ograjo čutimo bolj kot usmerjevalno ograjo, ne kot ograjo med mejami, in upam, da je res v najkrajšem možnem času, ko se ne bo več potrebovalo, tudi odstranimo in da zopet živimo tako, kot naj bi tudi živeli. Ja, ograja se postavlja po načrtih na vseh tistih območjih, kjer nekako slovenska policija ocenjuje, da je potrebno postaviti. Zadeve se na terenu spreminjajo, mi sprotno dobivamo tudi informacije, kako migranti, begunci prehajajo, in to nekako ob dnevih. Upamo, da se bodo zadeve umirile, da bo to imelo vseeno nek tudi učinek, da bo nekako pot migrantov, beguncev usmerjen tudi na druge države. Slovenija sama ima žal omejene resurse. Vi veste, da smo najmanjša država z najbolj omejenimi kapacitetami na tej tako imenovani balkanski poti do želenih držav. Upam in verjamem, da bo Evropa vseeno stopila skupaj, da bodo voditelji, tako kot so za reševanje bank, tudi za reševanje begunske in migrantske krize, čim prej poiskali rešitev. Strinjam pa se s tem, da mi sami tukaj kot Slovenija lahko samo pripomoremo delček temu, da ljudem pomagamo, ne pa da sami poskušamo tudi rešiti to krizo, ki je kriza svetovnih razsežnosti, ne le Evrope.